v smislu, kamor gre fokus, gre energija, kamor gre energija, gre, naš način razmišljanja in tako kot razmišljamo, na neki način v bistvu ustvarimo, zvizualiziramo cilje. Je to povezano s tem? Ne, na začetku ne. Človek bi si mislil, da ja, Okej. ampak dostikrat pari, ki pridejo k meni, mislim, da sem imela do zdaj eno ali pa dva para, ke sta prišla samo tako preverit, a je vse v redu, ke sta bila že malo starejša, a ne, oziroma ona je bila že malo starejša. Drugače pa pridejo k meni po poskušanjih, a ne. In takrat, jaz se spomnim iz svoje lastne izkušnje, a ne, si toliko zaciklan v tem, da bi čim prej, da si tako prav malo zakrčen, a ne. In v resnici, je ves tvoj fokus že v tem, a ne. Hočem zanositi, ne, in si že in vse možno že naredijo, a ne. Tisto, kar je najtežje mogoče v današnjem svetu, je to, da spustiš, da se prepustiš, da zaupaš, a ne. Jaz sem pa pol tista, ke lahko pač tudi na tej strokovni podlagi rečem: "Okej, vse štima," na primer, ali pa: tulele je treba majčkeno popraviti, da pol tudi glavo je lažje izklopiti." Pa mogoče preložiti to breme name, a ne, da jaz to vzamem, da ženska pa samo ker, če smo mi zakrčene, če smo v stresu, mislim, stres je tudi en tak ubijalec, ne samo pri zanositvi, na vseh področjih. Če smo mi takole, ne bo, težko pride do zanositve, a ne. Če smo pa mi pretočne, pa lepo dihamo, pa odprte v vseh pomenih v bistvu, a ne, takrat se pa šele čudeži začnejo dogajati v resnici, a ne. Tako da včasih gre glih za to, da fokus majčkeno obrnemo drugam. Mislim, da ta močna želja obstaja, absolutno, a ne, ampak da ni pa zdaj, ne. Bolj ko hočeš to zagrabiti, bolj se v bistvu lahko izmika, no, čisto tako, Za vse skeptike med nami, Mhm. zanositev naj bi bila ena od najbolj naravnih stvari na tem svetu, ne. Poleg smrti in rojstva je v resnici to. Tako. Kako je možno, da smo prišli do točke, kjer dejansko pari rabijo podporo pri tej na videz najbolj naravni dejavnosti ali pa aktivnosti? To je zdaj moje osebno mnenje, Saj. da ne bomo, ja. Jaz mislim, da zaradi tega, ker danes v bistvu živimo dosti nenaravno, a ne. In mislim, tempo življenja, kakšen je, a ne, koliko časa delamo, koliko časa smo recimo odzunaj v gibanju, kakšno hrano jemo. Ker tudi če se prizadevamo, da jemo eko, bio pa ne vem kaj, a ne, mislim, zemlja je danes čisto drugačna, kakor je bila še 100, 200 let nazaj, a ne. In brala sem eno študijo, ki je govorila o tem, ki govori o tem, da so bile naše babice ne vem, a je bilo pri 35 bolj plodne ali pa celo pri 40 bolj plodne, kakor je danes 20-letnica ali pa 25-letnica, so naredili to primerjavo, a ne. In ja, jaz mislim, da naš način življenja danes je tak nenaraven v resnici, a ne. In zaradi tega ne pride več to tako naravno. Druga zadeva, ke pa je, to je še vedno tabu tema, zanositev. Mislim, če ti vse rata, pa to pol ne, ampak če pa se zatakne, pa je težko povedati. In včasih je bila to še bolj tabu tema, tudi splavi pa tako naprej. To je bilo včasih, še v času mojih staršev, kaj šele babic, dedkov, o tem se sploh ni govorilo. Tako da čisto možno, da so bile take težave že prej, samo ni se vedelo, a ne, zaradi tega, ker se o tem ni govorilo. Ženska pač ni šla takrat k ginekologu 100 let nazaj ali kakorkoli, če pač še ni zanosila, ampak so rekli, če bo Bog dal, bo, če pa ne, na ta način, a ne. Ja, in tudi nobene podporne skupine ni bilo, nikogar, ki bi se z njo o tem pogovarjal. Absolutno. Tako kot tudi še o mnogih drugih stvareh, ne. Denimo o Ja, menstruaciji, o tako, težavah, ki jih tako. prinaša menopavza. Mhm. To je v bistvu, sooči se s tem, kaj težiš, Tako, saj je tako. naravno. Ja, in tudi danes, še danes bi jaz rekla, da je to še zmeraj tabu tema, a ne. Tako da sem res, res hvaležna, no, da si me povabila, že samo zato, da se o tem govori, a ne. Ja. Ajda, kaj pa morda moment, da smo danes tudi malo naravnani na takoj. Zdajle sva se odločila, zdajle imava v planu, zdajle imava izpolnjene pogoje, a ne, zdaj pa kako zdaj kar ni, a ne. Zdaj že ta drugi mesec, sem dobila menstruacijo, kako zdaj kar ni. Kaj pa morda, da ne znamo prav zares počakati, ali pa
saj to je povezano s tem, da se ne znamo prepustiti pa reči, Mhm. mogoče tudi nismo na pritisk. Tako. Tukaj, če smem, bi jaz mogoče svojo zgodbo povedala, ker je prav, jaz sem bila, mislim, da 15 let, še malo več na tabletkah, a ne, in vmes z eno prekinitvijo. Jaz sem imela že odkar sem dobila prvo menstruacijo, ko sem jemala tabletke, ko sem vmes prekinila, skozi sem imela redne menstruacije, vse normalno, a ne. No, grem dol iz tabletk. Prva menstruacija je bila tako močna, da sem, prav spomnim se, v Dubrovniku sva bila, toliko me je bolelo, take krče sem imela. Jaz sem prej vedno mislila, da tiste, punce pri telovadbi, ne, v gimnaziji, v Da osnovni fejkajo. Ja. Da se jim pač ne da, a ne. Ker sem imela samo to lastno izkušnjo in pri meni se je malo bolelo, pa saj čutiš, ampak ni bilo pa to, da ne bi se mogla premikati. O ja, je. Verjemite, vse, kar ne verjamete, je. No, in vem, da sem rekla, mogoče pa, če kaj pojem, bo pa boljše. In sva se tam nabasala čevapov, mislim, on ne, jaz, sem hotela, če bo čim več tukaj noter, pa bo pa v redu. Se prav spomnim, sem šla v eno uličico tam zakotno, sem vse bruhala ven. Mislim, groza je bilo. No, in potem naslednji mesec pa nisem imela menstruacije in sem bila kar tako, opa, to je bilo pa hitro, ne, sem se že skoraj, mislim, ful vesela, ampak sem se že kar malo, ta odgovornost že skoraj malo ustrašila. Naredim test nosečnosti, negativen, naredim drug test nosečnosti, negativen. Okej, čudno, ne, pač kaj pa naj bo drugega, če nimam menstruacije, a ne. Pridem h ginekologinji, sem prišla potrditi, da sem noseča. Ne preveriti, potrditi, ne vsa, a veš. In mi reče, žal niste noseči. Brez kakršnekoli razlage, zakaj, kako, hormoni, samo niste noseči. Če čez 1 leto ne bo boljše, pridite spet. Pa ne, če čez 1 leto ne boste noseči, če čez 1 leto še ne bo menstruacije. Jaz sem bila tako, kako, če čez 1 leto, jaz bi rada zanosila zdajle, takoj, a ne, mislim, jaz sem bila itak malo dlje časa že pripravljena, pol je še on rekel, ja, dajva, a ne, in sem bila ono, zdaj pa bo, ne, seveda, ne. In sem šla skozi, mislim, kot prvo sem se počutila res ko ena številka, no, ampak šla sem tudi skozi ta vse te občutke, ki mi jih tudi druge, ženske, ki se s tem soočajo, povejo, a ne. Jaz sem se počutila, kot da sem, nekako nisem dovolj ženska, da je nekaj z mano narobe, da nisem dovolj dobra, tako, no. In kakor se pogovarjam, pa ne samo z mamicami, ke pridejo k meni, z vsemi ženskami, a ne, vse imamo nekako podobne občutke, pa vse to nekako nase vzamemo, a ne. Tako da ja, je ta moment zdaj pa takoj, ja, je kar pomemben. In tudi jaz sem mogla to pri sebi pošlihtati, a ne, da kako spustiti, kako zdaj se prepustiti in tako naprej, da potem je pa dejansko bilo, a ne. Potem je pa dejansko bilo. Saj ti občutki, jaz mislim, da nas spremljajo potem tudi kasneje, tudi ko, če se otrok rodi, pri materinstvu, pri vseh felerjih in uspehih, pri tem, kako bi moglo biti vse idealno, pa ni. Ob čustvih, ki jih imaš ob tem, ko vzgajaš otroka, ob vseh tistih trenutkih, ke bi včasih, Saj včasih narediš, ja. Zelo jemljemo to nase, ne bi smela, morala biti boljša mama, morala biti narediti drugače, morala biti to. Tako da jaz mislim, da nas to kar spremlja skozi celotno naše obdobje, ne. Ja, jaz sem prebrala, potem ko sem že bila mamica, ne vem več, v kateri knjigi sem to videla, ampak samo pisali, ne rabiš biti popolna mama, dovolj dobro je, da si good enough, ne. In ta good enough, in sem rekla, ja. In takoj, ko si nehamo dajati ta pritisk nase, da moramo biti popolne, je to že eno tako breme, ke nam pade iz ramen, in pač samo, da si vsak dan tam, da se trudiš po najboljših močeh, in to je good enough, tako bom rekla, no. Okej, prej si omenila, da ti ni všeč beseda neplodnost. Katero besedo naj namesto tega rajši pol uporabljam? Pari, ki še niso zanosili. Tako. Okej. Pri parih, ki še niso zanosili, v kolikih, odstotkih gre za neke, pojasnjene razloge, ki so objektivno preverljivi, ugotovljivi, znanstveno empirični, dokazani,
Kolikokrat gre pa za neke razloge, ki jih pač ni mogoče z nekim izvidom pripisati tej in tej nevšečnosti? A veš, da te statistike pa nimamo. Mi imamo statistiko, koliko parov je neplodnih, a ne, recimo, pa koliko jih ima težave pri zanositvi pa tako naprej. Nimamo pa te statistike, v kater, kam Predalček. predalček Pol pa grejo, drugačno ne. vprašanje.